Zdaj pa k naši vsakotedenski rubriki, kaj je tokrat narobe v zdravstvu. Potem, ko je v prejšnji epizodi 43 družinskih zdravnikov podalo odpovedi, zdaj država mrzlično rešuje zadeve s svojim najbolj priljubljenim postopkom. Kaos s preobremenjenimi družinskimi zdravniki je prišel tako daleč, da se je pred zdravniško zbornico spor med družinskimi zdravniki in državo reševal kar z arbitražo. Toda brez uspeha. Neuspešna arbitraža? Čak malo, to ni možno, ne? Se vsi vemo, da se vsaka arbitraža konča tako, da sta obe strani zadovoljni in spoštujete arbitražno odločitev. Mogoče pa sem ne znajo izvesti arbitraže. Za pravilno izvedbo je namreč treba, da se ena stran nezakonito dogovarja z arbitrom, druga pa jim medtem prisluškuje. Taka so pravila. Če bi jih upoštevali, bi že zdavni vedeli, zakaj pravzaprav stavkajo družinski zdravniki. Kakšne so njihove zahteve? Sprejetje standardov in normativov je tisto, kar zahtevamo, in temu mora slediti tudi finančna sredstva, zato da bojo lahko naši delodajalci zaposlovali mlade zdravnike. Tako je. Enostavno ni prav, da so stari zdravniki preobremenjeni, mladi morajo pa namesto v zdravstvu delati v humorističnih oddajah. Da država v družinski medicini resnično škrtari, se seveda najbolj strinjajo kje drugje kot na Gorenjskem. V zdravstvenem domu Kranj imajo že od prejšnjega tedna zaprti kar 16 ambulant. Komaj 3 so odprte in še od teh samo 2 za bolnike, 1 pa za administracijo. Prav ste slišali, tretjina še delujočih ambulant se namesto zdravljenjem ukvarja samo z administracijo. Ampak poglejmo s pozitivne strani. Če v Kranju zboliš, mogoče res noš prišel na vrsto. Ampak če ti pa hkrati kmalu poteče vozniška, ni problema, ti bojo takoj izrihtali. Zmedo v zdravstvu bomo seveda spremljali še naprej, zdaj pa si poglejmo, kakšne konstruktivne predloge za rešitev primarnega zdravstva imajo naši politiki. V glavnem vriti smo! To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!